Pozdravljeni, z vami sem Minka Marija in danes končno se je začelo poletje. Kako fajn. Poletni solstici, se pravi čas, ko, zdaj to je latinsko ime, solstici, sonce, ko se ustavi. Se pravi sončev obrat in ja, zdaj se začnejo pobirati pridelki, kar smo sejali, to bomo zdaj tudi želi. Kako hitro je to išlo, pol leta, kot bi mignil, meni se je res dogajalo pol leta, od selitve, da zdaj imam zdaj že korenine tukaj v Sežani, do tega, da, veliko sprememb. V glavnem, pojdimo na sporočila, prehod v novo dobo, Ošutove karte, vodstvo boginj, se pravi, da vidimo, kakšno je zdaj sporočilo na pol leta. Nekoč vemo, da so praznovali naši predniki, svetega Janeza Krstnika, se pravi kresno noč 24. Junija in takrat so se nekoč kresovi kurili. In jaz se še spomnim kot otrok, ko smo na kresno noč kurili kres na Rismovcu. Se pravi, to je hrib poleg Topol, tam, kjer sem odraščala. In dejansko smo okrog tega kresu, okrog tega ognja, plesali in peli in ja, bilo je posebno doživetje. To so moji spomini. Zdaj, na žalost se je kresovanje prestavilo po večini na prvomajske praznike in ja, pravijo, da takrat 24. ko je kresna noč, takrat imajo vsa zelišča posebno moč. Poleg tega je pa takrat čarobna noč in jaz verjamem, da tu zdaj se odpira nek prostor čarobnosti in ta čarobnost je povezana z našo vibracijo. Se pravi, s tem, kar mi nosimo v srcu, se potencira. To so semena. A gremo najprej na prehod v novo dobo, da vidimo stvarstvo. Kaj sporočaš tem svetlim dušicam, ki delajo korake osebne rasti, kaj je ta trenutek za njih pomembno, da vejo, da slišijo, da ozavestijo, kaj je tisto, kar jim pomaga pri tele, zdaj polovica leta, da jo še dobro preživijo in da ko bo zimski solstici, da rečete, to je bilo pa dobro. No, da vidimo. Prva stvar, varno je ljubiti. Vsak odnos se vedno začne z vami samimi. Prišel je dušni partner, se pravi s tem vašim partnerjem, s katerim ste, dvigata vibracijo zemlje. Vemo, da spolna energija je najmočnejša energija, kar jo obstaja, ker nenazadnje s spolno energijo ustvarimo novo življenje. In dejstvo je, da če bi znali to energijo pravilno usmerjati, bi lahko kreirali marsikaj. No, o tem bom pisala v novi knjigi, naslova še nimam, zbiram predloge. Nekateri pravijo, da bi šla naprej serijo žurov, da bi šla na, ko imajo moški hormoni žur, ampak vseeno bom govorila o odnosih, tako da razmišljam, Kama Sutra po slovensko mogoče. Ja, pa ne bojo spolni položaji, nekaj bo spolnosti, ampak bolj, kako to energijo usmerjati. Se pravi, varno je ljubiti prvo sebe. Začne se odnos s tem, da imam jaz sebe rada in ker sprejemam svoje telo, lahko sem to, kar sem. Ni nujno, da ste v partnerskem odnosu, intimnem z nekom, ampak v vseh odnosih mi vedno prinesemo odnos sebe. Druga karta je, ti, ki tole poslušaš, si boginja, ustvarjalka nove dobe. Naj te vodi srce. Glejte, dvakrat je prišlo. Varno je ljubiti, vodi me srce, jaz ustvarjam novo dobo. Wow. In tretje sporočilo je, svobodno izražam svojo resnico, ker jaz sem resnica. Grlena čakra, radostna pesem tvoje duše. Ja, kaj bojo pa ljudje rekli? Ja, briga me. Nekaj bojo itak rekli. Za dobrim konjem se zmerom kadi. To je dejstvo. Vedno bojo nekaj rekli. Kdo reče, tisti, ki ima problem sam s sabo in ki ima tako veliko, druga ne moram reči, sranja pod svojim tepihom, da je bolj varno se ukvarjati z vami, kot pa sam s svojimi težavami. Tako da zdaj, če pogledamo,
Pejmo tole 6. Jaz sem ustvarjalka nove dobe. No, ti ustvarjalka nove dobe. Jaz zdaj tukaj žongliram na kolenih, imamo vse karte, da vidim 6. V tebi, ki to poslušaš, je neskončna inteligenca. Ti si hči večnosti. Tvoje srce napolnjuje brezpogojna ljubezen. Zavedaj se, da so v tebi mir, ubranost in uspeh na vseh področjih. Zavedaj se, da je stvarnik tvoj večni vir in da so vse tvoje duhovne, duševne in gmotne potrebe izpolnjene v vsakem času in prostoru. In zavedaj se, da prav ti si povezana z rodovitnostjo. No, zanimivo. To je zdaj sporočilo za danes. Gremo še na Ošotove karte. Se pravi, stvarnik, za vse tele svetle dušice, ki delajo korake osebne rasti, kaj je ta trenutek za njih res pomembno? Boste videli? Joj, krasno. Pred vami je novo potovanje. Pred vami je nova pot, ampak to pot vi začrtavate oziroma jo kreirate svojo vibracijo. Pred vami je novo obdobje. In druga karta je prišla, čas je, da se nehate skrivati med ovcami in pokažete, kdo ste. Tukaj ni, da boste zdaj vse ovce poklali, ampak samo, dajte, Eckhart Tolle, se meni zdi, ta avtor Nova zemlja, je napisal stavek: če želiš leteti z orli, ne moreš plavati z racami. Tukaj ne govorim, da so vse race v vaši službi ali pa da so ovce v vaši službi, ampak mogoče imate občutek, da ste poklicani za nekaj več. Nehajte se skrivati za strahom. Začnite razmišljati, kako boste svojo vibracijo, svojim delom dodali vrednost svetu. Ta zgodba, ki je za tem levom, je povezana z, mislim, da je to taoistična zgodba, in sicer leva so vzgajale ovce. In on je veselo mulil travo in poskušal blejati kot ovca in nikakor mu ni šlo. In enkrat je trop ovc napadel lev in je dejansko našel tega leva in ga je odpeljal do ribnika in mu je rekel: zazri se v svojo podobo. In ta lev, ko je videl svojo podobo, je prvič zarjovel, tako kot se zagre. Pa ne nazadnje, zgodba o grdem račku, ki je odraščal med racami, pa so ga race izločile, ker je bil grd, ker ni bil tak kot one. In na koncu je nastal krasen labod. Če imate občutek, da ne pašete tja, kjer ste, mogoče pa da spadate tja, ampak spadate nekam drugam. In dozorelost. Stvari so dozorele. In pomemben je vaš notranji mir. Vaš notranji mir, vaša notranja vibracija ustvarja vaš svet. In to je dejstvo. Vem, da je težko, vsi smo ljudje, vsi imamo na koncu koncev kakšno težavo, ampak če ves fokus damo samo v težavo, je ne bomo nikdar rešili. Težavo smo ustvarili že s tem, da smo razmišljali o težavi in se vedno bolj povečuje. Če želimo rešiti težavo, rabimo drugačne rešitve, drugačno vibracijo, razmišljati, drugačno delovanje, nekaj drugega. To je Einstein rekel, definicija norosti je pričakovati drugačne rezultate, delati pa eno in isto. Ne gre. Še vodstvo boginj. No, da vidimo. Vi boginje. Večji del ste gledalke mojega kanala, ženske, nekaj moških je tudi vmes, ampak predvsem za vas ženske, karte mi letijo okrog, za vas ženske in za vas moške, ki vas ni strah ženske energije, ki tole gledate, vodstvo boginj. Da vidimo. Prva karta. Sveti prostor. Počistite oltar in očistite mesto moči, da se povežete s svojo božansko močjo. Lakšmi, svetla prihodnost. Prenehajte skrbeti, vse je dobro. To karto vam moram pokazati. Lakšmi
je hindujska boginja obilja. In v glavnem zadaj ima dva slona. In te dva slona, slon v hinduizmu je povezan z obiljem. Obiljem vsega dobrega, materialno obilje, hkrati pa tudi z ustvarjalnimi zamislicami. Tako da nehajte skrbeti, se pravi spet isto. Nehajte ves fokus dajati v to, česar ni, ampak začnite razmišljati, s čim boste dodali vrednost svetu. In čas je za lahkotnost. Nobene potrebe ni, da hitite in da silite uresničitev. Vse se dogaja ob svojem času. Vse gre tako, kot mora. Wow, jaz sem prav navdušena nad temi kartami, nad sporočili. Poletni solstici, zdajle, še malo, dvakrat se v krogu obrnemo, bo zimski solstici. Zemlja zdajle že gre kakorkoli, od jutri naprej se začne skrajševati dan, vedno krajši je. In eno stvar, kar se moramo zavedati, kot zemlja, ki je v teh nihanjih, vdih, izdih, vdih, izdih. Tudi naše dihanje je v takem ritmu, samo da ne gremo tako počasi, vdih, izdih. Pač mi neprestano dihamo, ampak je isti proces. In pomeni, da če razumemo ritem narave, da enkrat vdihne, enkrat izdihne. In da takrat, ko izdihne, recimo ta obdobje, ki zdaj prihaja, je tudi prostor, kjer se določene stvari sčistijo, kjer poberemo pridelke, kjer potem staro umre, naredi prostor novemu. Ravno tako pa z našim dihanjem. Če ga bi začeli zavestno usmerjati v kreacijo, in ta kreacija je povezana dejansko z dihom. Vsakič, ko vdihnem, si lahko rečem afirmacijo. Živim obilje. In vsakič, ko izdihnem, lahko rečem afirmacijo. Živim obilje. Jaz to delam. Ampak jaz to res delam. Zdaj tukaj v Sežani imam končno sonce, se že vidi na moji polti. V glavnem, in vsakič, ko grem na sonce, tako, ker delam tudi od doma in mi je tako fino, ker to zdaj snemam v pisarni. Ampak delam rada od doma, sploh kar se tiče na računalniku in to zdaj novo knjigo nazadnje pišem. In ko rabim vdihniti, samo grem na sonce in rečem, wow, obilje. Kakšno obilje. Vdihnem obilje, izdihnem obilje. In to lahko delate tudi vi. Lahko imate za asociacijo obilja sončne žarke. Lahko imate dežne kaplje, asociacijo obilja. Lahko imate, liste na drevesih, obilje. Lahko imate kapljice v potoku, v reki, v morju, obilje. Mi smo obdani s takim obiljem, da si ne moremo predstavljati. In mi smo kot gosenica ali pa kot glista, ki se plazdi po tleh in normalno, da glista ne more videti, ker je slepa. In tako smo mi. In čas je, da spregledamo to obilje, ki je okrog nas. Tako da, uživajte. Vse dobro vam želim in predvsem dovolite, da se obilje vsega dobrega zgodi v vašem življenju. Uživajte!